bilo danes malo dolg cajt. Igrala sem igrice, hotela sem en video posnet, pa nisem imela full idej. Pa sem se spomnila, da bi lahko naredila video o moji najljubši igrici. There's just no time to die. Živijo, moje ime je Kaja Solo, dobrodošli spet nazaj na moj kanal. Danes, kakor sem rekla, govorimo o moji najljubši igrici, to je Skyrim! By the way, jaz trenutno na mojem kanalu največ streamam Skyrim in iskreno imamo se full the best, tako da če slučajno še nisi prišel na moj stream, nujno prid naslednjič. Streamala bom pa vsako nedeljo ob 6, za ostale urnike pa spremljite moj Instagram. To bo en tak kratek video o 10 mojih top stvarih pri tej igrici, zakaj je meni ta igra všeč in zakaj priporočam, da tudi vi mogoče igrate to igrico. Ni na noben način sponzorirano. Jaz samo obožujem to igro. Igra je že full stara, sploh ni moderna. Po moje sploh noben na ogledu tega videa in naj vam že zdaj povem, da verjetno ne bom naredila za nobeno drugo igrico tega videa, zaradi tega, ker samo Skyrim je moja ljubezen. Ne, actually mislim, da bom naredila. Za Ghost of Tsushima bom absolutno naredila takle video. Tu je 10 dejstev o moji najljubši igri Skyrim. Preden začnemo, naj povem, da sem jaz začela igrati Skyrim v srednji šoli, ko sem jo igrala na Xboxu. Se zdaj samo PlayStation igram, veš? Na Xboxu 360 sem jo igrala, ker sem ga imela v prvem, drugem letniku in sem ga oboževala, ogromno sem ga igrala Skyrim, jaz sem živela Skyrim. Prišla sem nekje čez 50. level, ne vem, koliko sem imela, ker že dolgo nisem preverila, ampak depresijo sem premagala samo z igro Skyrim, ker to je bil moj edini happy place takrat. Skyrim je moj happy place, let's be honest. Če je en plac na svetu, je moj happy place, je to Skyrim. Skyrim ne obstaja. Če mogoče ne veste, Skyrim je naredila Bethesda in Todd Howard, ki je bolj mim ko pa človek. Prvo dejstvo je, da je ta igra že full stara. Ta igra je stara 11 let. Glede na to, kako izgleda, verjetno si ne bi mislili, ampak ja, izšla je 11. novembra 2011, ko sem bila jaz stara 14, ja, če jaz pravilno računam. Sicer je nisem igrala takoj, ko je prišla ven, jaz sem jo malo kasneje začela igrati, ampak je vseeno že full dolgo igram. Kljub temu, da je igra stara 11 let, pač meni je to amazing, se ni tako slabo postarala. Čisto iskreno, če danes odprem igro, isto uživam, kakor bi pa v eni novi igrici. Ni isto, obviously ni isto, sploh pač ni niti približno primerljivo z kar so nove igre za PlayStation 5, ampak še vedno lahko tekmuje z marsikero novo igro. Še posebej z modi. K modom pridemo še kasneje, ampak modi v to igro dodajo full ene globine. Bomo še kasneje mal več, ampak ful je enih DLC-ov za to igro, da je igra res huge in že nasploh je igra huge. Pač, jaz sem končala main story, Jure ga ni. Jure, končaj Skyrim. Kar se tega tiče, se mi zdi, da je kar competition novim igram. Še vedno. Po 11 letih, god damn. Druga točka, zakaj jaz obožujem to igro, je zaradi tega, ker ni overwhelming open world. Pač, meni na tak prijeten način mi je open world. Je ogromno za odkrit, mapa je ogromna, ampak se mi zdi, da je ful preprosto slediti vsem stvarim, tudi vse stvari, s katerimi lahko prilagajaš lik, ker imaš ogromno opcij. Se mi zdi, da je na nek preprost način narejeno. Vsi meniji, ki so, recimo ta glaven, ki si v bistvu izbereš, greš v mapo ali greš v inventory, kakorkoli, je full simple. Sicer je bolj narejen za konzole, kot pa za tipkovnico, se mi zdi, da je z miško majčkeno bolj annoying, ampak je vseeno toliko lepo pregledno, kar se mi zdi, da marsikera igra nima tako lepo porihtano. Vse je res tudi dosti dobro prikazano, ni preveč informacij po različnih stvarih, seveda logično, da veliko pove, ampak ni tako, da bi bilo overwhelming. Meni so res open world igre, so meni včasih full annoying, zaradi tega, ker se ne moram odločiti, kaj bi delala, kam bi šla in sam slejko prej neham igrati. Tretja točka je noro dober zemljevid. Ta zemljevid, v tej igri bi mogel biti baza za vse zemljevide v vseh igrah, zaradi tega, ker res točno vidiš te gore, ki so 3D izoblikovane, točno vidiš, koliko je visoka in koliko je davč vse in obožujem to mapo, ok? In also znam je na pamet, verjetno je Skyrim poznal boljško Slovenijo, zaskrbljujoče. Četrta točka, zakaj mi je všeč, zaradi tega, ker perks tree, oziroma ta, kjer si različne skille dokupuješ, spet ni overwhelming, oziroma pa, ko to odprem, ne zasuje me z vsemi informacijami, ker se mi zdi, da pri drugih igrah, tudi pri Ghost of Tsushima recimo, na začetku mi je bilo, oh my god, ta meni je all over the place. Jaz res preveč poskušam vse prebrati in se ne morem fokusirati samo na eno stvar in pri Skyrimu je pa res tako, da pač se odpre točno tista stvar, ko jo ti gledaš in nič ostalega in se mi zdi
toliko dober, da se lažje skoncentriraš na to, kaj delaš. In tudi vsi ti perksi, ko so označeni po različnih skillsih, ne vem, imaš Destruction, Conjuration, One-handed, Two-handed, Heavy Armor, ne vem kaj vse, so res lepo napisani na veliko in res lepo vse vidiš. 5. točka, takedown animacije. Se mi zdi, da je bila to ena izmed prvih iger, ko je to na res epski način naredila, da kadar si ti nekoga usekal, si imel določen procent šanso, da se ti pokaže ta animacija, ko je full cool in se pol full počutiš cool zaradi tega, ker si nekoga zaklal in je satisfying in obožujem. Kaj naj rečem, to je en tak preprost dodatek k igrci, ampak full uživaš. Imajo zdaj že velike igrice to, verjetno zdaj si mislite, oh my god, to ima skoraj vsaka igrica, ampak takrat je bilo to 6. točka, shouting. Kričanje, zmajevo kričanje, oziroma dragon shouts. Ti si v igri Dovahkiin, oziroma Dragonborn, se pravi edini si, ki se lahko pogovarjaš z zmaji. In ti si tudi načeloma edini, ki lahko zmaje ubija. In zdaj ne bom preveč spoilala, ampak ti v igri dobiš eno moč od teh zmajev, oziroma njegovo dušo posrkaš in potem se lahko na te zmaje dereš. Ja, to sem super razložila. In s temi kriki imaš ti različne moči, da lahko pač različne stvari delaš. Ne vem, imaš Fire Breath, imaš Frost Breath, najbolj znan je valjda Fusroda. To ste ziherki slišali, če nikoli še v lifeu niste slišali tega, pa me skrbi za vas. V bistvu vse skupaj so glorified spells, pač magika, ki jo uporabljaš, se pravi, da strelaš, ne vem, ogenj, strele, spet led, ne vem kaj vse, ogromno enih stvari je, ampak ti kriki so pa močnejši. Pa noro kulski so, pač noro cool je feeling, ko ubiješ zmaja, ko je 50krat večji od tebe. 7. točka je combat. Zdaj ste cajt je bil dosta unikaten combat, ker si imel različne kombinacije, kako se lahko boriš. V eni roki si lahko imel ogenj, v drugi roki si lahko imel led, lahko si imel v eni roki ogenj, v drugi roki si imel meč, lahko si imel en meč, pa drug meč, lahko si imel lahko si obviously imel tudi sekiro, ki si jo mogel dati 2 rokama, ampak enih kombinacij, kjer je tep najbolj paše, meni je to noro všeč. Jaz sem vedno drugače uporabljala, v levi roki sem imela ogenj, v desni roki sem imela pa meč in to je toliko cool. Ali pa 2 ognja naenkrat. Se mi zdi, da te sta 2 kombinacije, ko sta mi vedno bile najljubše. In ne glede na to, kar delaš v tej igri, si se res vedno se tako cool počutiš, oh my god. Ta igra je toliko cool. 8. točka, ta igra je vizualno takrat je bila neverjetno lepa in bodimo iskreni, še danes je lepa. Ti si lahko naložiš 1000 enih različnih modov, s katerimi lahko imaš, ne vem, boljšo vodo, boljšo travo, boljšo naravo, v glavnem boljšo drevesa, boljšo nebo, lahko imaš lepše like okrog sebe, lahko imaš lepše oklepe, lahko imaš lepše orožje, lahko imaš druge glasove, interakcije. No, imamo tudi ene neprimerne interakcije, a ne? Res, kar se modov tiče, se lahko igra primerja z modi od Simsov, bodimo iskreni. Simsi, sam da ubijaš zmaje, oh my god. 9. točka je glasba. Jaz sem obsedena z glasbo iz iger. Mislim, če ima igra dobro glasbo, je veliko večja šansa, da jo bom igrala. Recimo najboljše, I guess, so mi glasba iz Assassin's Creed Black Flags, Assassin's Creed Brotherhood, Zelda ima noro dobro igro, sploh Twilight Princess, pa logično, Skyrim. Skyrim glasbo je naredil Jeremy Soule, ki je tudi bil res ogromno nagrajen za ne vem kakav dela vse. Ti, ko odpreš igro, tak epski feeling, ta glavni theme song, pač mravljinci vsakič. In ne samo, da je theme song dober, jaz si včasih kadar kaj delam, pa je malo bolj zoprno ali pa hočem imeti nek ambience music. Si naštimam ponavadi, ja si dal, ne vem, night ambience iz Skyrima, različne komade iz teh inov, tudi pesmi so noter v Skyrimu, ti lahko dejansko bardo plačaš 5 tistih cekinčkov in pol ti igra in jaz obožujem to pesem. Our hero claims a warrior's heart. Obožujem. A lahko jaz nekoga najamem, da mi tako vsak dan zjutraj to zapoje. Jaz hočem enega človeka, ko mi vsako jutro zapoje ta komad. 10. točka. Zgodba. Sem že prej malo govorila o tem, kaj je glavna zgodba, ampak vse zgodbe v Skyrimu, ko so prepletene med sabo, to je toliko enih misij, toliko enih unikatnih likov, ko jim lahko pomagaš, ali pa jih sam poslušaš. In ne samo to, da se lahko pač pogovarjaš z njimi in poslušaš njihove zgodbe, ti imaš noter v igri dejansko full-on knjige. Nekateri ljudje dejansko grejo pol vse te knjige prebrati. Jaz sem basically
naredila cel research že o Skyrimu, čisto brez veze. In ne samo te knjige, ti imaš tudi različne gilde noter, pa različne te, ne vem, brotherhoode, vse skupaj in vsak lik je res unikaten. Vsak lik ima eno svojo zgodbo, eno svojo dušo. Voice acting, to bi lahko bila, I guess, 11. točka. Voice acting je ful dober v tej igri, za razliko od tega, kar je bilo prej v Oblivionu. Thank you, kind sir. Have you heard about that ghost of the old man? A ja, tega nisem povedala, da je to Elder Scrolls 5. Zdaj trenutno pa čakamo Elder Scrolls 6. Nič se še ne ve. Daj pride ven. A bo tako dobra? Moje iskreno mnenje, ne bo tako dobra kot je Skyrim. Skyrim je bil eden, obožujem Skyrim. Tudi zdaj je prišla igra Elden Ring. Elder Scrolls, Elden Ring, ni isti jo naredil, ampak weird. In ni mi toliko všeč. Iskreno mi ni toliko všeč, zaradi tega, ker je že spet, tako sem rekla na začetku, je malo preveč overwhelming in se mi zdi, da jaz bi se kar hitro izgubila v njej. Jaz sem bolj simple, jaz sem res bolj za simple igre. Minecraft. To je bilo mojih 10 oziroma 11 točk, zakaj mi je igra Skyrim ena najboljših iger na svetu. Ful sem vesela, ker spet snemam take videe, ki dejansko so prijetni za mojo dušo in sem sam happy. In zdaj grem nazaj igrati Skyrim. V glavnem, hvala, da ste gledali tale video, upam, da vam je bil všeč. Če vam je bil, dajte en like, dol spodaj se subscribete na moj kanal, komentirajte, če ste igrali Skyrim ali boste igrali Skyrim. Dajmo kdaj skupaj igrati Skyrim, pridite na moje streame, streamam Skyrim. Komentirajte tale emoji, če ste prišli do konca in lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!